Vsak, ki se približuje Šentrupertu, se sprašuje, zakaj ima tako majhen kraj tako veliko cerkev, pravijo v Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Odločilno je bilo leto 1393, ko je patronatske pravice nad župnijo pridobil Herman II. Celjski, torej Celjani, celjski grofje so najpomembnejša plemiška družina, ki je kadarkoli živela na ozemlju današnje Slovenije. In oni so očitno imeli velike ambicije s tem krajem in zato so začeli tudi z gradnjo te cerkve. Gradnja je potekala pozneje tudi pod Habsburžani, kot celota pa predstavlja danes ta kulturni spomenik državnega pomena pomemben primer dvoranske cerkve v Sloveniji. Skozi zgodovino so jo večkrat prenavljali, a zlasti zvonik kaže na potrebo po celovitejši prenovi. Trenutno smo v fazi, ko pripravljamo konzervatorski načrt. In ta konzervatorski načrt je predvidoma bo izdelan v letošnjem letu, oziroma nekje do jeseni. In na podlagi tega konzervatorskega načrta bo razviden tudi bolj podrobno torej obseg prenove, ki naj bi stekla prihodnje leto. Koliko bodo dela stala, še ni znano, po ocenah naj bi šlo za 1,5 milijona. Največji zalogaj bo gotovo zvonik. Zvonik je namreč eden večjih na Dolenjskem, tudi en najstarejših te vrste, tako da to bo gotovo kar velik finančni zalogaj, že postavitev odrov bo zahtevna. Potem tudi posamezne partije prezbiterija bo treba preveriti, zlasti upornike, fasado. Načrtov za obnovo cerkve se veselijo tudi v Šentrupertu. Mi se zavzemamo, da bo res to nastal tudi en prostor za cerkveni turizem, ker bo res ta cerkev postala, že tako je med 3 najglavnimi gotskimi cerkvami na Slovenskem, tudi postala res zanimivost za vsakega, ki bo prišel v nas kraj. Po obnovi cerkve si želijo na občini prenoviti še jedro Šentruperta, ki je zdaj obremenjeno s tovornim prometom.